Spoštovani gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V oddaji Mladi glasovi Evropske unije se bomo dijaki 4. letnika gimnazije Ormož ukvarjali s vprašanjem azila. Pri tem vas bomo popeljali skozi naše raziskovanje od državne meje prek azilnega doma v Ljubljani do Evropskega parlamenta v Strasbourgu, kjer smo o tem spraševali naše poslance. Začnimo pa pri sebi, na naši šoli. Kaj za tebe pomeni beseda azil? Dobro vprašanje, ampak tega res ne bi vedela. Kaj pa mednarodna zaščita? To tudi ne vem. Po ne najbolj spodbudnem začetku smo nadaljevali teoretično. Najprej, ko govorimo o azilu, govorimo o mednarodni zaščiti. Tako namreč azilu rečemo uradno. Gre za to, da nekatere države, na primer zaradi vojne, ne morejo ali pa ne želijo zaščititi svojih državljanov in to zaščito iščejo drugje. Pri nas jim pri tem pomaga Pravno-informacijski center nevladnih organizacij. Ta zaščita v osnovi zaobjema predvsem pravico na primer do varnosti, do svobode, do zdravstvenega varstva, socialnega varstva. Nek osnovni nabor pravic, ki jih človek potrebuje, da v neki državi živi. Ko tega tam ni več in je prisiljen iskati to nekje drugje, takšni osebi rečemo begunec oziroma dokler seveda mu ta zaščita ni priznana, je to iskalec zaščite, iskalec azila. Za mednarodno zaščito ali azil lahko zaprosi tujec ali oseba brez državljanstva, ki meni, da je v matični državi sistematično preganjan zaradi svojega političnega prepričanja ali zaradi svoje verske, rasne, narodnostne ali etnične pripadnosti. Pa tudi, kdor meni, da bi bila ob vrnitvi v matično državo ogrožena njegovo življenje ali svoboda, ali bi bil lahko izpostavljen mučenju ali nečloveškemu ravnanju. Azil je najpogosteje povezan s selitvami, ki niso nekaj novega. Dr. Samo Bardutzky dvomi, da kateri zgodovinar ve, kdaj so se začele selitve, ker se ljudje premikamo, odkar obstajamo. Z globalizacijo pa to postaja vedno bolj aktualno, vedno več ljudi se premika, vedno bolj postaja to tudi tema za politične debate, javne debate in tudi pravniki se s tem ukvarjamo vedno več. Tako da imamo zdaj letos drugo leto na pravni fakulteti izbirni predmet, ki mu rečemo pravo migracij in azila, in ki je lahko nastal na ta način, da smo v bistvu dobili en projekt Evropske unije, ki je omogočil financiranje nastanka novega izbirnega predmeta za študente prava. Begunski val vseh svojih razsežnostih in ljudi, ki so množično krenili proti obljubljeni deželi Evropi, smo pred dobrimi 3 leti občutili tudi v naših krajih. V središču ob Dravi je bil sprejemni center. Prizori, ki jih nikoli ne bomo pozabili. Kakšna je naloga policijske patrulje bila v času migrantskega vala leta 2015, ko je bila Slovenija tranzitna država? V migrantskem valu leta 2015 je policija v Sloveniji obravnavala preko 360 000 migrantov. V celoti se niso izvajala določila Zakona o nadzoru državne meje, Zakona o tujcih, ker so se države na tako imenovani zahodni balkanski poti nekako politično dogovorile, da gre za regulirani migrantski val. Kljub temu pa smo dejansko policisti zagotovili varnost. Saj vsaki migrant, da je dejansko bil varnostno pregledan, bil evidentiran in dejansko v dogovoru z sosednjimi varnostnimi organi so dejansko te osebe potovale v naslednjo državo.
Kako ste usklajevali vaše delo z drugimi službami in pa s prostovoljci? Potrudili smo se maksimalno z vsemi deležniki od Rdečega križa, Karitasa, Slovenske filantropije in vsemi ostalimi. Potem, ko vidimo, da smo v teh par mesecih delali dobro za vse te osebe in da smo prevetrili naš sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, da smo lahko te službe, ki so drugače se vključujejo v samo delo ob naravnih drugih nesrečah, da smo uspešni v skupni imenovalec in da res lahko rečem, da so te zadeve z našo kreativnostjo, bom rekel, maksimalno uredili in zadovoljstvo nam je bilo na koncu, ko pogledaš nazaj, da smo napravili res veliko delo z malo oseb, z veliko angažiranosti. Ja, moram povedati, da smo v središču ob Dravi imeli zelo neko pozitivno medsebojno delovanje. Je bilo sicer jasno in glasno, da smo vedeli, kdo opravlja katero delo, ampak če je bilo potrebno preskočiti ali eni službi na pomoč ali drugi službi na pomoč, smo to medsebojno vse skupaj z skupnimi močmi reševali in verjetno nam je tudi za to neko pozitivno energijo, ki smo imeli takrat v sebi, uspelo rešiti in pozitivno rešiti ta migrantski naval. Skratka, bilo je pestro, zanimivo in bom rekla, ena velika izkušnja v življenju, ki sem jo dala skozi. Selivci ali migranti do svojega cilja oziroma pričakovanega boljšega življenja prepotujejo na tisoče kilometrov. Tujci, ki v Sloveniji nameravajo zaprositi za mednarodno zaščito, praviloma vstopijo na tako imenovani zeleni meji. Največkrat na meji s Hrvaško. In takrat jih najpogosteje seveda tudi prestreže policija. Kakšno je danes varovanje meja policistov? Policisti državno mejo varujejo na različne načine. Tu imamo motorizirane patrulje, pa tudi peš. Policisti opravljajo naloge varovanja državne meje. Pri varovanju državne meje si pomagamo tudi z policisti, vodniki službe psov, se pravi tudi z policijskimi psi, varujemo državno mejo. Velikokrat zaradi neprehodnosti terena uporabljamo tudi, rečemo, cross koleso. Uporabljamo tudi policijsko konjenico, se pravi, da tudi z službenimi konji nadziramo državno mejo. Občasno, glede na okoliščine, najmanj pa 2 do 3-krat na mesec, pa tudi izvedemo helikoptersko observacijo celotne državne meje. Ko policisti primejo osebe, ki so nedovoljene prestopile državno mejo, je prva naloga policistov, da dejansko opravijo varnostni pregled. Varnostni pregled morajo opraviti ravno z namenom, da dejansko nimajo pri sebi predmetov, s kateri bi lahko poškodovali policista ali samega sebe oziroma druge osebe, katere bodo v nadaljevanju v postopku. Begunski val je močno vplival na naše življenje, še bolj pa na politiko. Pokazalo se je, da v Evropi pri tem vprašanju nismo enotni. Ja, seveda, to je kontroverzna, vroča, problematična tema v Evropski uniji. Veliko debat na to temo je napolnjenih s sovraštvom, s predsodki, z nestrpnostjo, z nerazumevanjem. Ampak to mogoče včasih zasenči, da vendarle obstajajo pravila, za katere smo se dogovorili skupaj v Evropi na ravni Evropske unije, se pravi, so nastalniki zakonodajni akti, ki urejajo tako vprašanje v zvezi s tem, koga štejemo za begunca, v katerih primerih ga štejemo za begunca. In seveda, kdo je resnični begunec, ki si zasluži mednarodno zaščito? In kdo je tako imenovani ekonomski migrant, katerega življenje ni ogroženo, ampak išče le boljše življenje? In to je treba ugotoviti. V nadaljevanju policijskega postopka je naloga policistov, da zberejo čim več podatkov o njihovi identiteti, da točno vemo, za katere osebe se gre, za katero državljanstvo, da zberejo čim več dokazov, da so osebe prišle z sosednje varnostne države, da lahko te osebe vračamo sosednjim varnostnim organom. V nadaljevanju postopka
dejansko policisti polagajo tudi pozornost na elemente morebitnega kaznivega dejanja. Vse policisti v postopku tudi ugotavljajo, če mogoče ti migranti niso žrtev kakšnih kaznivih dejanj, da mogoče bi šlo zdaj rečemo za trgovine z ljudmi. Posebno pozornost pa policisti pri vodenju postopkov polagajo na tako imenovano ranljive skupine. To so otroci, mladoletniki brez staršev in iz teh primerov dejansko za zaščito njihovih pravic obveščamo Center za socialno delo. Kolikor v postopku ugotovimo dovolj dokazov, da so osebe prišle z sosednje države, izvedemo tako imenovano neformalno vračanje, te osebe dejansko vrnemo hrvaškim varnostnim organom. Če seveda med tem ne zaprosijo za azil, kar praktično storijo vsi. Sodobno azilno pravo je nastalo po res eni največjih situacij težkih v svetu in to je bila seveda druga svetovna vojna. Evropsko pravo azilno se je seveda začelo razvijati predvsem v smeri nekega skupnega sistema, takrat, ko je bilo ustanovljeno šengensko področje. Takrat so se evropske države odločile, da bodo sledile nekim čim bolj poenotenim postopkom. In tako je seveda tudi Slovenija potem z vstopom v EU začela predvsem slediti tem enotnim standardom in načinom obravnave. Vendar pa trenutno še vseeno obstajajo razlike med evropskimi državami o tem, kako se sploh vstopi v postopek, kakšne možnosti ima posameznik, da v neki državi pridobi zaščito. Predvsem pa so velike razlike v tem, kako se potem integrira v posamezni državi. In to močno vpliva na to, kje si ljudje želijo pridobiti to zaščito. V letu 2017 je bilo nekaj manj kot 1500 prošenj za mednarodno zaščito, odobrenih okoli 150, lani nekaj več kot 2800, odobrenih okoli 120. To je v primerjavi z drugimi evropskimi državami precej nizka številka. Toliko za danes. Spoznali smo nekaj teorij in razmere ob meji, delo policije v begunskem valu in danes. Prihodnjič bomo pregledali postopke pridobitve mednarodne zaščite. Pogledali pa bomo k nevladnim organizacijam na osnovno šolo Livada ter v azilni dom v Ljubljani. Nasvidenje!